večer. Lepo vas pozdravljam na današnji večer. Ponovno bomo tukaj gostili dve predavateljici v ciklu Naj slovenščina odmeva. To je cikel, ki ga Slovenska matica že kar nekaj časa pripravlja, tudi letos je bilo že nekaj predavanj. Drugače pa je to cikel, ki ga pač organizira Odsek za slovenski jezik Slovenske matice, ki ga vodi profesorica doktorica Vesna Mikolič, ki je tudi podpredsednica Slovenske matice. No in naj kar predstavim današnji predavateljici. Profesorica doktorica Vesna Mikolič je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in predavateljica na katedri za slovenski jezik in književnost oddelka za humanistiko Univerze v Trstu. Je tudi esejistka in publicistka in se ukvarja z jezikom, s kulturo, jezikovno politiko in, kot že rečeno, tudi dejavno sodeluje pri Slovenski matici in še drugih odborih. Druga predavateljica je profesorica doktorica Alenka Žbogar, je vodja katedre za didaktiko slovenščine na oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je tudi predavateljica na tem oddelku. Ukvarja se predvsem z področjem šolstva in z didaktiko književnosti in jezika, predvsem jezika, se pravčujem. In prav temu bo posvečeno tudi današnji večer. Obe predavanji boste namreč govorili o povezavi med jezikom in književnostjo in v odnosu do učenja, poučevanja. Profesorica doktorica Vesna Mikolič bo nastopila s predavanjem Ali jezik književnosti ni jezik? Razmisleki o vstopanju v književnost skozi jezik. Na to temo je tudi pri Slovenski matici izšla njena knjiga Ali bereš Cankarja in še predhodno knjiga, ki jo bo obe predstavila. Profesorica doktorica Alenka Žbogar pa bo prav tako govorila o tem, ali je književnost le jezik in kako književnost pri pouku slovenščine vključiti na primarni in sekundarni stopnji. Zdaj pa, da ne bom povzemala predavanj, pa seveda prosim kar prvo predavateljico, da pride na oder. Hvala. Hvala Sariki Snoj-Vrbovšek za to lepo predstavitev in uvodni pozdrav. Hvala vam, ki ste prišli, hvala kolegici. Torej, to je zdaj že tretje leto, ker organiziramo predavanje iz tega cikla. Tokrat sem uvrstila tudi sebe, ampak to prav zato, ker se na nek način zelo dopolnjujeva s kolegico Žbogarjevo in ker vsa naša predavanja organiziramo v tandemu, se mi je zdelo smiselno, da nastopiva skupaj. Tudi sem pomislila, da bi dala prednost kolegici Žbogar, ampak mogoče zato, da boste videli, kako se ta komplementarnost lahko kaže tudi v kakšni polemiki in bom pustila možnost, da potem se sooči z mojimi pogledi. Čeprav, kot rečeno, veliko sodelujeva in poznava pravzaprav prepričanja in tudi teorije, iz katerih izhajava, in se nama zdi, da bo ravno zato lahko ta večer zanimiv tudi za vas, če ga tako zastaviva. No, kot je bilo rečeno, oziroma ni bilo natančno povedano, ampak sama sem v osnovi jezikoslovka, sem pa, ne bom zdaj tu, ker ni časa, opisovala svoje poti, bom rekla, lahko rečemo karierne ali pa profesionalne, strokovne. Lahko samo to rečem, da sem svoj ta jezikoslovni čut izživela že nekako v srednji šoli, ko je bil Jože Toporišič gost koprske gimnazije in takrat se mi je zdelo, da sem dotaknila se enega vrha tega svojega navdušenja za jezikoslovje, za slovensko slovnico. In potem v času študija sem vedno globlje, bom rekla, stopala tudi v književnost in sem potem tudi nekako diplomirala iz enega jezika, torej na slovenščini iz jezika
pri italijanščini, torej ne študiju italijanskega jezika in književnosti, pa iz književnosti. Skratka, nekako vse skozi od tedaj naprej čutim naklonjenost, bom rekla, do obeh polov istega kovanca, da tako rečem, do obeh strani istega kovanca, ki je kultura. No, ampak ravno o tem bom spregovorila na tem predavanju, ker se mi zdi, da pa je, sicer ne veste v vseh nacionalnih kontekstih, torej ne v vseh jezikoslovnih vedah in ne v vseh literarnih vedah znotraj različnih, recimo, nacionalnih kontekstov, se ne na enak način delita jezik in književnost, kot se v slovenskem prostoru v zadnjih letih, desetletjih. In tako da začenjam z eno tako malo provokativnimi, z nekoliko provokativnimi mislimi, ki želijo spodbuditi razmislek, zakaj pravzaprav tako ločujemo jezik in književnost tako pri samem, bomo rekla, branju, mislim, ko beremo literaturo, seveda se ne spuščamo toliko ali pa nismo, ne tako zavestno sprejemamo jezik, kot ko komuniciramo in ko prihaja mogoče tudi do kakšnih konfliktov, takrat se seveda, ali pa smo zelo občutljivi na pravilnost, nepravilnost jezika. O jeziku književnosti manjkrat debatiramo kot bralci. Ravno tako je ta delitev izrazita pri raziskovanju. Se pravi, manj je jezikoslovcev, ki se lotevamo tudi analiz literarnih besedil in obratno literarnih teoretikov, ki se posvečajo tudi jeziku. Čeprav so bile vedno izjeme, svetle izjeme, oziroma recimo Jože Toporišič, seveda, ki ga poznamo kot izrazitega jezikoslovca, ampak sam je v svoji slovnici, ki velja še danes, citiral velikokrat, torej veliko primerov ali pa skoraj pri vsakem poglavju slovnice ima primere iz literarnih besedil. Ravno tako njegova sodobnica Breda Pogorelec se je ukvarjala z jezikom književnosti, govorila o lingvostilistiki. Na drugi strani smo imeli profesorja Paternuja, ki je velikokrat tematiziral jezik. Jezik v delih pisateljev, pesnikov, ki jih je analiziral. Skratka, ali jezik književnosti ni jezik, da ga v šolah in raziskavah večinoma opazujemo ločen od književnosti, torej ne samo kot bralci, ne samo kot raziskovalci, tudi v šolah imamo danes zelo ločen pristop, ko se učimo literature, beremo literarna dela, ko se učimo jezika, slovnice, beremo neliterarna dela, analiziramo neliterarna dela. Tudi če so besedila, včasih pa tudi se niti ne izhaja iz besedila, ampak se samo suho slovnico poučuje in uči. Skratka, sama mislim, da je odgovor, da je jezik književnosti še kako jezik, in da zato ni smiselno tako ločevati. In zato vidim, bom rekla, dobre plati filologije, o kateri se je nekoč govorilo tudi v slovenskem prostoru, in o katerem se še vedno recimo govori v hrvaškem prostoru, tam je še vedno živ koncept filologije, ali pa recimo v italijanskem prostoru, kjer svoje, sploh recimo te klasike iz prejšnjih obdobij, Danteja, Petrarko in tako naprej, raziskujejo filologi. Torej gre za pristop, kjer se literaturo obravnava tudi tako, da se poglablja v analizo jezika. Skratka, to je to, kar sem rekla, da ni v vseh nacionalnih kontekstih enaka ta delitev na jezik in literaturo, ampak da ponekod je še tradicija, stara filološka tradicija živa. No in pri nas pa najbrž se tukaj sprašujem, oziroma vas sprašujem, ali tudi vi morda poznate učitelje, ki so vas učili, morda ki so bili bolj naklonjeni književnosti in so veliko manj slovnice obravnavali, ali obratno, nekateri, ki jim je bila slovnica v malem prstu, pa so se književnosti skoraj bali, sploh sodobne književnosti. Poznam osebno
kar nekaj takih, ki niti ne hodijo na literarne dogodke, ker imajo občutek, da itak književnosti ne razumejo, ne, in se skoraj da malo bojijo. Ali obratno, tisti, ki ljubijo književnost, se skoraj bojijo jezika, jezikoslovja, slovnice, ne. No, tukaj seveda pravim, da prav to, če pogledamo na oba pola istega kovanca, bolj povezano, bolj vključujoče, se lahko tudi tega strahu znebimo, zato ker pristopimo pravzaprav k obema bolj raziskovalno, se prepustimo tako jeziku kot književnosti, tudi pri pouku. In torej je moje vprašanje, tako za bralce, kot raziskovalce, kot učitelje, ali je treba književnost res vedno razumeti in če je ne razumemo, da se jo moramo potem bati, in ali sta na drugi strani jezik in jezikoslovje res tako logična, da ju moramo in da ju lahko povsem obvladamo. Mislim, da je odgovor drugačen, da je torej književnost potrebno v prvi vrsti občutiti in skozi to pride do razumevanja. Kolikor pač pride, oziroma kakršnega koli razumevanja pač, ampak če tudi v šolah, če dosežemo, da učenec občuti književnost, bomo lažje prišli tudi do tiste njihovega razumevanja ali pa tudi do tistega, kar vemo, da jim moramo mi povedati, ampak bodo lažje sprejeli, če bodo književnost res občutili. In ravno tako je odgovor pri jezikoslovju. Jezika ne obvladamo nikoli, niti svojega prvega, niti drugih tujih jezikov, usvajamo jih vse življenje in torej jezikoslovje samo pa itak sledi jeziku. Torej, če jezik ni čisto ulovljiv, tudi jezikoslovje, tudi slovnica je lahko velikokrat odprta oziroma lahko, recimo, če spet v tem šolskem kontekstu, se brez strahu prepustimo, skupaj z učenci raziskujemo tudi te slovnične strukture. Ampak, kot rečeno, sama želim pokazati to povezavo z vidika bralca, z vidika raziskovalca in z vidika učitelja, torej v pedagoškem kontekstu. In pri vseh treh vidikov pravzaprav se kaže ta književnost in jezik kot osnovna elementa kulture, neke pač kulturne skupnosti in to ju tako ključno poveže, ju povezuje, da ne moremo mimo teh njunih povezav. No in če zdaj pogledamo najprej književnost, povezave književnosti in kulture, se moramo najprej vprašati, kakšen je sploh namen književnosti. Jaz to večkrat svoje študente vprašam, kaj mislite, zakaj se nek avtor, literarni avtor loti pisanja, ali pa če vi pišete, zakaj se, kakšen je namen. Ali torej želite nekomu nekaj sporočiti, tako kot je namen neliterarnega sporočanja, ali je kakšen drugi namen. In seveda potem vedno dobimo odgovore, da je torej namen vsakega književnega dela najprej izraziti nek notranji svet ali skozi lastno subjektivno perspektivo pogledati na zunanji svet, da je to ta potreba, ki nas sili, ki sili umetnika, literarnega umetnika k izražanju in seveda želi to izraziti na poseben estetski način, zato da lahko izraži to skrajno svoje občutenje. Vemo, da ta občutenja so vedno tako ali drugače skrajna občutja, zelo intenzivna občutja in želi, mislim, na tak način jih potem seveda tudi mi lahko kot bralci začutimo. Se pravi, gre za književnost kot umetniško in semiotično dejavnost, se pravi umetniško v smislu tega subjektivnega pogleda na estetski način, torej z jezikovnimi znaki, semiotičnimi sredstvi, ki so takšni, da lahko izrazijo to skrajno občutenje. No, vendar pa potem pa vprašam študente, ampak a je pač nekemu literarnemu ustvarjalcu vseeno, kako je besedilo sprejeto, enkrat, ko je napisano, in seveda pridemo do tega, da tudi če pisatelji reče, se me ne briga, tudi če noben ne prebere tega dela, jaz sem pač to napisal tako, kot sem čutil, da moram, ampak v resnici je tudi vsakemu pomembno,
da delo potem živi, kakorkoli že, ne, med bralci. In torej, s tem se pa ukvarja literarna pragmatika, na osnovi katere se sama lotevam, ne, in svojih raziskav. Namreč literarna pragmatika pravi, da je literarno besedilo tudi sporočansko dejanje. Ne v prvi fazi je umetniško semiotično, v drugi je pa tudi sporočansko dejanje. In skladno s stališčem teorije govornih dejanj, ne vem, koliko poznate, ampak ne, govorna dejanja pravijo, da je vsaka trditev že dejanje. In Levin, torej ameriški pragmatik, ameriški jezikoslovec, ki je eden od utemeljiteljev literarne pragmatike, pravi, da je kontekst vsake pesniške izjave, torej vsake literarne izjave, v bistvu poved, zamišljam si sebe v nekem svojem svetu in vabim tebe, da si zamisliš svet, v katerem se to in to dogaja. Se pravi, jaz izražam svoj svet in vabim tebe, da vstopaš skupaj z mano v ta svet in ga razvijaš dalje in ga vidiš, gledaš dalje. Ne? Se pravi, to je pravzaprav govorno dejanje literature in je torej tudi dialoško. Ne? Torej je tudi književnost dialoška dejavnost in je torej namen poezije in književnosti tudi ustvarjanje teh novih svetov, ne? In bomo rekli, ne samo ni stvar samo individuuma, niti ni stvar mene in tebe, ampak se s tem ustvarjajo svetovi, ki postajajo seveda tudi stvar, bomo rekli, neke skupne kulturne zavesti, ne? In kot jezikovna umetnost, torej književnost ni le estetski izraz, torej ni samo tisti umetniški estetski izraz, ni samo individualni, ampak je to prostor, kjer se oblikujejo, posredujejo in reinterpretirajo kulturne vrednote, norme, identitete. Torej, ravno skozi ta dialog se potem kreira prostor neke kulture, ne? Torej se širi na celotno skupnost iz te dialoškosti. In potem smo tukaj že res na tretji ravni, ne? Na tretjem sklopu namena literature, to je kulturno-identitetna raven, namreč književnost odraža in konstruira kulturo, družbo in pripadnost. Namreč dva raziskovalca, kulturologa, Tomalin in Susan Stempleskijeva, torej pravita, da je književnost eden od proizvodov kulture, torej tudi jezik je eden od proizvodov kulture po njunem, ampak tudi književnost. In jezik je v tem kontekstu medij, skozi katerega književnost preoblikuje te kolektivne izkušnje neke kulturne skupnosti in jih posreduje iz generacije v generacijo. Ne? In tudi v sodobni kulturološki literarni vedi je književnost dejaven kulturni kontekst. Torej, ni samo, tu gre še naprej, recimo nizozemska literarna teoretičarka Mieke Bal pravi, da je književnost ne samo proizvod kulture, ampak da je dejaven kulturni konstrukt, torej, ki ni samo odraz družbe, ampak je njen soustvarjalec. Literatura je kulturna praksa, ki proizvaja pomene v stalni interakciji z drugimi diskursi, zgodovinskim, filozofskim, političnim, znanstvenim. In v tem, bomo rekli, kaotičnem svetu, distopičnem svetu še posebej, nam lahko literatura pomaga uzreti nek smisel, vendarle. Seveda pa lahko po drugi strani, in vemo, da so imeli književnost, da so se ravno zaradi tega oblastniki, da se književnosti velikokrat bojijo, hkrati jo pa dostikrat obtožijo, da gre za manipulacijo, da gre za neke tudi lažnive koncepte, in ker dejansko se književnost lahko tudi uporablja za manipulacijo. Ampak hkrati je tu torej celo to polje hierarhije, družbenih moči, ki se tudi skozi literaturo, bomo rekla, odražajo, in tu pa je področje, ki ga je francoski sociolog Bourdieu obravnaval, in je tudi med drugimi sistemi, ki kreirajo družbeno moč, je naštel tudi književnost.
Simbolna moč književnosti je ravno v oblikovanju kulturnega kapitala, s katerim se vzpostavljajo družbene hierarhije in estetski okusi. Se pravi, v bistvu tu ni avtomatično, nekdo napiše in nekdo sprejme samo zaradi literarnega dela kot takega, ampak je recepcija odvisna od celotne te hierarhije, družbene hierarhije moči. Kot sem prej povedala, kako tudi oblastniki, kako in seveda cel sistem literarni, kako na kakšno mesto, na kateri položaj umesti neko literarno delo. Ampak spet je ta percepcija, kakršnakoli že, zaradi vseh teh razmerij, je odvisna od jezikovnih pomenov. Torej, skozi jezik posredujemo tudi te kulturne kode. In torej smo zdaj spet pri jeziku. Torej, poglejmo si še odnos med jezikom in kulturo. Videli smo, da je književnost na več načinov povezana s kulturo in enako je tudi jezik. To je povedal že Levi Strauss, sociolog kulture in tudi jezika. Namreč govoril je o trojni povezanosti jezika in kulture. Jezik je, podobno kot smo prej slišali za književnost, proizvod kulture, se pravi je posledica neke kulturne skupnosti, je del kulture, torej je del tega sistema, je pa tudi pogoj kulture. Se pravi, če jezika ni, kultura, tudi literatura ne more izvrševati, ne more nastajati, ne more izvrševati svoje osnovne funkcije, to je kopičenje, to je, bomo rekli, zbiranje različnih teh kulturnih vzorcev, ki se prenašajo skozi generacije. In torej je tu jezik pogoj kulture. Pomembno je pa tudi, da je seveda pogoj kulture, ampak ta tesna povezanost se kaže tudi v tem, da je hkrati od jezika, od miselnih vzorcev, odvisno od miselnih vzorcev pri posameznikih, ki so del neke kulturne skupnosti, odvisno, kako se bo ta kultura še dalje izražala. Se pravi, tukaj težko rečemo, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce. Ali je torej res pogoj, ali je v bistvu od jezika odvisna že sama struktura, že samo razumevanje kulture. Tukaj je tudi, poleg slovenskega antropologa, je o tem sta govorila Safir Worf in obstaja torej hipoteza o jezikovnih vzorcih, po katerih je človekov mentalni svet tesno prepleten z jezikovno strukturo, vemo. In tukaj bi rada navedla še že omenjeno Pogorelčevo, ki je jezik zaradi tega videla kot najbolj avtentični izraz kulture, ki jo oblikujejo torej govorci in se je sama, to sem tudi čisto omenila, ukvarjala z jezikom literature, torej ker je razumela to kot najbolj avtentičen izraz kulture in je to sama pomenovala lingvostilistika. Se pravi, da jezik ni zgolj orodje sporazumevanja, ima tudi seveda simbolno vlogo, je pa tudi čisto pragmatičen, bomo rekli, dejavnik osebne in etnične oziroma kulturne identitete. In se pravi, če smo ugotovili, da sta in književnost in jezik dva zelo avtentična izraza, najpomembnejša izraza kulture, se pravi, kaj je jezik, književnost, je to vrh kulture. Ne more biti drugega, kot da je v resnici neka zelo visoka oblika temu, kar pravimo kultura. In tu bi rada citirala Boženo Tokarz, to je poljska literarna teoretičarka, ki je izjemno lepo opisala, mogoče ne bom čisto celega citata, ampak prvi del bi pa želela, ker je torej kot literarna teoretičarka opisala literarno delo takole. Literarno delo kot specifično jezikovno besedilo, usmerjeno v izražanje neizrekljivega, zahteva od sprejemnika posebno občutljivost za besedilne znake, pripravljenost za empatijo, ki pa mora biti podprta z vedenjem o kulturi, kraju, človeku, jeziku in njegovi funkciji, književnosti. Nepopolnost jezikovnega izraza kot sredstva sporazumevanja, njegova alogičnost, torej ta neujemljivost jezika,
skupaj s slovničnimi pravili, na drugi strani s to racionalnostjo, logičnostjo, predstavlja moč literature. Ta obstaja v jeziku, ta moč, ki temelji na splošnih poimenovanih predstavnosti, prikazuje in opisuje pa posameznike in posamezne pojave. Zato literatura ne posreduje celovite sistemske vednosti, torej tudi literatura ni ulovljiva, smo rekli povsem, temveč celo pahljačo znanih in neznanih dejstev stališča človekovih danosti, preverjenih in potencialnih vedenskih, miselnih in čustvenih vzorcev in zaznav. Pustimo zadnji stavek o zakladnici samo zapisan in poglejmo si še, kako je pa Borislav Novak, torej to, bomo rekli, neulovljivost jezika, to neulovljivost književnosti, to v bistvu svobodo književnosti, tudi, ali pa svobodo jezika v književnosti, opisal Borislav Novak, ki pravi takole: pesniški jezik je jezik na kvadrat. Naravni jezik uporablja kot material, ki ga specifičnimi semantičnimi, ritmičnimi in eufoničnimi operacijami dvigne do sporočilnega bogastva, kakršnega naravni jezik nikoli ne more doseči. Se pravi, ta svoboda, pravimo je tudi pogovorno umetniška svoboda, se v bistvu kaže v tem, da tu jezik dostopa do skrajnih meja oziroma preizkuša skrajne meje, svoje meje, zato da lahko izrazi to, kar želi izraziti. Se pravi, ko književnost prestopa, bomo rekli, želi izraziti ta skrajna občutja, skrajne poglede, mislim, v smislu doživeti, hkrati tudi jezik mora posegati po nekih, bomo rekli, tudi skrajnih mejah. In nam torej jezik književnosti pokaže, kje so meje jezika. Torej ne samo Wittgenstein, meje mojega jezika so meje mojega sveta, ampak Borislav Novak, meje jezika so meje jezika v književnosti. No, in kaj torej prinaša potem takem vstopanje v književnost, torej skozi jezik? Ali kaj pomeni, da smo kot bralci ozaveščeni opazovalci jezika, kot raziskovalci, da opazujemo tudi jezik književnosti kot jezik, ne samo kot stilno sredstvo, in v šolah, če ob branju književnosti tudi obravnavamo sočasno tudi jezikovna pravila oziroma jezikovne vzorce. Torej, kaj se dogaja? Poglejmo najprej z vidika književnosti, ampak bomo takoj videli, kakšne so prednosti za jezik. Književnost nam kaže resnične razsežnosti nekega jezika, torej te skrajne meje, s svojimi spremenljivimi jezikovnimi in besedilnimi strukturami ter umetniško svobodo širi meje in učinkovitost jezikovnih sredstev. Tudi učinkovitost jim daje še posebno funkcijo in začutimo to v literaturi. Ko v literarnem besedilu opazujemo jezikovna sredstva v njihovi funkciji, le-ta lažje razumemo in ustvarjamo. Torej ne samo, da začutimo bolje funkcijo jezika, tudi književnost se nam potem bolje odpre. Torej bolje začutimo in razumemo, smo rekli. No, kaj pa za jezik, oziroma ko opazujemo jezik, ko smo v literarnem besedilu pozorni na pomene posameznih besed, na bogatstvo jezikovnih možnosti, na različna jezikovna in slogovna sredstva, na posebnosti jezika nekega avtorja, avtorice, na njegove ključne besede, lažje in globlje vstopamo v njegov literarni svet, književnost, lažje občutimo in razumemo. Se pravi, na ta način prepoznamo tega avtorja veliko bolje, in tu smo se ravno sedaj na seji Pena pogovarjali o tem, kako ločevati besedila umetne inteligence in avtorja. V bistvu, če smo pozorni, vedno, bolj kot smo pozorni na jezik, bolj kot prepoznamo avtorjev, ne samo poetiko, ampak tudi njegov jezik, njegove vzorce, njegove pomene, njegove ključne besede, lažje bomo prepoznali njegov svet in ga ločili od nekega sveta umetne inteligence tudi.
No, in torej, če razumemo to povezavo, da z književnosti pridemo na jezik, z jezika na književnost, poglejmo si torej, kako se to kaže posebej v literarno-vednem kontekstu, posebej pri branju in posebej v šoli. Ker je že kar ura beži, tukaj malo bom se posvetila samo 3 primerom, se pravi, tudi v literarni vedi recepcijska estetika prevladuje, kar že kaže na to dialoškost, na pomen bralca, ampak recimo sama sem kot raziskovalka, ko sem se lotila Ivana Cankarja v že omenjeni knjigi, sem dejansko ugotovila, da se te njegove ključne besede, ko sem jih analizirala čisto z jezikoslovnimi novimi tehnološkimi pristopi, torej korpusnim pristopom, in ko sem opazovala, kaj on počne s temi besedami, s celim pomenskim poljem okrog besede poti, ali pa njegove te antiteze, pač protipomenke, ki jih ima vedno. Na eni strani je bel, črn, ko imamo noč, je tudi dan, ko imamo tujca, imamo tudi tuje, imamo tudi dom. Torej, vse skozi Cankar oba pola vključuje in črno ni vedno črno, vidimo, da imamo različne kontekste črnega in belo ni vedno belo. Se pravi, enkrat, ko razumemo ta njegov jezik, ker on je bil itak tudi zelo jezikovno zaveščen avtor, se nam tudi njegove ideje pokažejo drugače. Še globlje lahko vstopimo v njegov tudi idejni svet in etos. In tukaj se mi je v resnici pokazalo, da je pri njem tudi črno, lahko belo, se pravi, da je dno tisti vir upanja, da je šele soočenje trpljenja in upanja tista pot, ki je novo življenje. Se pravi, ni samo novega življenja, ni samo trpljenja, ampak novo življenje je pot, ki nas vodi ob sočasnem sprejemanju trpljenja in bom rekla, nenehnem pravzaprav sledenju upanju. To je njegova pot in to se mi je pokazalo, pravim, prav ob raziskovanju njegovega jezika. Potem sem potrditev dobila v eni, niti ni bila študija, v bistvu je bil članek, mislim, da je bil to zadnji članek Borisa Paternuja v Sobotni prilogi, kjer je to ugotavljal za Cankarjevo zbirko Podobe iz sanj, torej za zadnjo zbirko, in on je razlagal, da je to se zgodilo zaradi soočanja s Prvo svetovno vojno, ampak kot rečeno, tej ideji lahko pri Cankarju sledimo vse skozi. No, rada bi vam pokazala še drugi primer, torej to je bilo pri raziskovanju. Jaz sem veliko teh raziskav, ne samo Cankarja, tudi drugih, tudi Šalamuna, Ostija, ki jih tukaj navajam tudi, da jih sedaj berem drugače, odkar sem analizirala njihov jezik v tej knjigi, ki je torej Izrazi moči slovenskega jezika, kjer sem se ukvarjala čisto raziskovalno z jezikom intenzitete, ampak so se mi potem odprli ti svetovi teh avtorjev še veliko globlje in bi samo ta drugi primer pokazala. Torej, Karel Svetovni Kajuh, Slutnja, to je recimo besedilo, ki ga obravnavam s svojimi študenti pri seminarju iz književnosti v Trstu. In tu sem, ne bomo brali cele, najbrž poznate, torej gre za slutnjo vojne, tokrat druge svetovne vojne. In šele, ko smo se poglobili v pomen besedne zveze ni res, ne morem verjeti, smo lahko v resnici začutili to slutnjo lirskega subjekta. Se pravi, kaj pomeni, kdaj rečemo ni res, ne morem verjeti? Je to dobesedni pomen? Ni dobesedni pomen. Kdaj rečemo ni res, ne morem verjeti? Točno v tistem momentu, ko začutimo, da moramo verjeti. Takrat rečemo to besedno zvezo. In ko smo začutili ta pomen, ta globlji pomen tega pragmatičnega frazema, smo kot bralci začutili sporočilo oziroma smo začutili to občutenje te pesmi. Šele, ko smo se res spustili v jezikovne pomene, torej v semantiko te besedne zveze.
No in še tretji primer, torej tudi v sodobnem pedagoškem kontekstu so seveda tudi komunikacijski modeli recepcijske teorije prisotne, to bomo najbolj slišali zdaj pri moji tudi kolegici, in zato se na to seveda lahko nasloni tudi sočasno opazovanje jezika in književnosti v šolah. Bom kar čeprav bi lahko tudi to smo pa recimo obdelali v učbenikih, Stilkov svet jezika, to je model, ki ga zdaj ne bom razlagala, ampak gre za to, da je ena od pomembnih elementov ravno ta sočasno poučevanje jezika in književnosti. Lahko bi dala kakšen primer iz gimnazijskega učbenika, ampak sem namenoma dala iz osnovnošolskega, tako da vidimo, kako lahko že čisto te osnovne pojme, slovnične in literarne, predstavimo najmlajšim. Namreč, kdo je sešil Vitko Srajčico, vsi poznate to zgodbico, to pravljico Frana Levstika, in tukaj recimo ob vprašanji, kdo je pomagal Vitku in kaj so rastline in živali naredile, da so pomagali Vitku, lahko učenci usvojijo zelo globoko in zavedno pravzaprav, kaj je samostalnik in kaj je glagol. Torej, kdo je pomagal, kdo so ti akterji, in živali in rastline in kaj so delali, kaj so počeli, to so glagoli, dejanja. Ob opazovanju, kako se živali in rastline, kako so nagovorile Vitka, se pravi, opazujemo prav nagovore, to je tudi retorično sredstvo, ampak tudi čisto potem jezikovna sredstva za nagovor nekoga. V bistvu ugotovimo, učenci usvajajo jezikovna sredstva spoštljive, nenasilne komunikacije, učijo se, kako nagovoriti, tako da tudi ponudimo svojo pomoč. In potem, ko opišemo kak dogodek, kako so oni pomagali, bodi si sočloveku, bodi si rastlinam, bodi si živalim, pravljico aktualizirajo in usvajajo etične vrednote. In na tak način, ko pravzaprav gremo skozi jezik v književnost, in jo potem še aktualiziramo, v bistvu oni zares začutijo tudi sporočilo te pravljice. Torej, skozi razumevanje jezika pridejo, kako so nagovorile, zato da so mu pomagale. In to je pa ključno sporočilo, ki se dotakne mladih veliko bolj, kot recimo, če bi izhajali samo iz nekdanjega konteksta revščine, ki je privedla do tega, da je Videk ostal brez obleke in je moral se zateči. Tudi to je lahko, tudi to seveda danes vemo, da je nažalost tudi revščina aktualna tema, ampak kot rečeno, včasih nam je ostalo te pravljice samo to, danes lahko na ta način pridemo do tistega še globljega sporočila, ki ga je tudi Levstik prav gotovo želel utkati v to. In tukaj bom torej zaključila. Če rečemo na področju branja, smo videli, da je književnost vedno lahko, oziroma mora biti najprej vir bralskega estetskega užitka, ob tem pa je lahko tudi vir njegovega jezikovnega in kognitivnega razvoja, pa ne samo to, razvoja tudi njegove emocionalne in socialne zmožnosti. Kot raziskovalci lahko torej razumemo tako literarno delo širše, torej interdisciplinarno, kot družbeno pogojeno prakso, ki presega samo iskanje avtorjeve intence in se ukvarja z razkrivanjem kulturnih, jezikovnih in ideoloških mehanizmov, v katerih literarno delo deluje. Se pravi, cel ta interdisciplinarni kontekst moramo opazovati, da lahko prodremo v besedilo, tudi jezikovni, kot rečeno. Prav tako jezika ne moremo raziskovati kot zgolj jezikovni sistem, pač pa vedno tudi kot družbeni fenomen. Jezik književnosti pa predstavlja poseben izziv tako z vidika jezikovnega sistema, kot estetske in družbene vloge jezika, kot smo videli. In seveda tudi začutimo pravo funkcijo jezika v književnosti. Poučevanje, ravno zaradi tega, ker začutimo to funkcijo jezika, to najvišjo pravzaprav funkcijo, je povezovanje književnosti z jezikom, družbo in kulturo neizogibno tudi v šolstvu, če želimo oblikovati empatične, pismene in kritično misleče posameznike, ki bodo znali razumeti kompleksnost sodobnega sveta. In ob tem, še to je pomembno, da ravno ko se prepustimo tako raziskovalno književnosti po uvodnem, to tudi vedno poudarim, ko imam učitelje pred sabo, osnova
pa je interpretacija občutena, pripravljena. Učitelji ne smejo dati nekomu, da se zdaj uči brati tam v razredu, ko slišijo prvič literarno besedilo, ampak je najbolje, da učiteljica prebere primerno literarnemu delu, občuteno, na estetski način ali nekoga pripravi že prej, da prebere na tak način besedilo. No, potem seveda pa se lahko izživijo svojo ustvarjalnost, ko opazujejo te pomene, ko opazujejo to življenje jezika, ker to ne gre samo za pomene, gre za to, kako se ti pomeni povezujejo, torej v besedne zveze, kako so vsi ti različni jezikovna sredstva, kaj počnejo ti avtorji s temi pomeni. No, in na ta način izživijo tako učitelji kot mladi svojo ustvarjalnost in s tem tudi seveda so bolj motivirani tako za branje književnih del kot učenje slovnice. To pa vemo, da sta tudi osnovna problema danes v šoli in zato se mi zdi, da lahko marsikaj rešimo na ta način. Tako da hvala lepa in sedaj z veseljem prepuščam mesto svoji kolegici. Torej, hvala za vašo pozornost. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, jaz bom se seveda navezala na kolegico Vesno Mikolič, ki se ji tudi zahvaljujem, da me je povabila danes na ta večer. In ko sem videla njeno predavanje, sem rekla, bolj zanimivo bo, če bomo polemični. In zato sem kot odgovor na njeno vprašanje, ali književnost ni jezik, dala drugo vprašanje, je književnost le jezik. Kaj s tem pravzaprav namigujem? Namigujem tudi na to, kako bi se mi lahko lotili poučevanja slovenščine nasploh, nekoliko morda bolj problemsko in pa tudi nekoliko bolj ustvarjalno. No, jaz vam bom to vse razložila, malo po vrsti bomo šli. Najprej bom pa začela morda zdaj čist na nekem drugem koncu, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da pomislimo, v kakšnem času živimo. Torej, in koga poučujemo, koga imamo pred sabo. Torej, smo v nekih posebnih družbenih okoliščinah in po osamosvojitvi Slovenije vemo, da je književnost in jezik, da sta doživela v bistvu neke vrste detronizacijo, kar pomeni, da nista več, rekla, osrednja, konstitutivna elementa narodnove slovenske identitete in včasih sta bila seveda tradicionalno razumljena kot temeljna narodne kulturne avtonomije in tudi sredstvi njegove simbolne reprezentacije, torej izgubljata to vlogo narodnega konstituiranja. Poleg tega pa na to vpliva seveda tudi druge okoliščine, povezane z neoliberalnim kapitalizmom, v katerem živimo, in pa s potrošniškimi vrednotami, ki obvladujejo ta naš svet. Zato sem si dovolila izposoditi tale grafit Banksija, Very Little Helps, iz leta 2008, ko je na pročelju lekarne v londonskem Essexu, kakor vidite, narisal otroke, ki v bistvu slavijo namesto neko nacionalno zastavo, slavijo, torej salutirajo Tesco vrečki, kar je pravzaprav neke vrste pop gesta, prav neka kritika neoliberalne podvrtnine suverenosti nad skupnostjo in nad otroštvom. Ampak pravzaprav to sem vam želela pokazati zaradi tega, ker moramo se tega zavedati, da je tudi v šoli pravzaprav otroci so na nek način del tega, ker odraščajo v taki družbi. Zakaj? Zaradi tega, ker seveda imamo torej opravka z dvema generacijama.
Ena je generacija Z, ki je bila rojena od leta 1995 do leta 2010. Za njo je značilno seveda, da je digitalna, da je globalna, da je vizualna, da je pravzaprav tipkovnica, rojena bila s tipkovnico na nek način, da pravzaprav skoraj da ni več zmožna nekega linearnega pisanja, o čemer bodo tudi učitelji vam poročali, kako težko se pravzaprav nekateri naučijo tudi pisane pisave, oziroma se jim zdi nepotrebno, da pišajo pisano pisavo. Je pa tukaj ena velika nevarnost, namreč občutek, da so otroci v bistvu danes že razvili funkcionalno pismenost in da se je tega pravzaprav sploh ni treba več učiti. Torej, da so v e-okolju samodejno se znajdejo, čeprav vemo, da najbrž temu ni tako. Poleg te generacije Z pa vstopajo v šolo zdaj tudi generacija imenovana Gen Alfa, to je pa rojena po letu 2011. Za njih pa velja, da so v bistvu že od rojstva dalje v stiku z digitalno tehnologijo in da v bistvu so zelo tehnološko kompetentni, najbrž bistveno bolj kot mi vsi tukaj. Veliko časa preživijo pred zasloni, socialno se v bistvu povezujejo preko digitalne tehnologije, ne več v živo, in imajo močno potrebo po priznanju, želijo se izkustveno učiti. In kaj bi jim morali mi privzgojiti v šoli? V šoli bi jim morali privzgojiti predvsem kritično mišljenje, jih socialno in kulturno ozavestiti, ter privzgojiti nek zdrav odnos do digitalne tehnologije. Digitalna tehnologija seveda na to opozarjajo številni klinični psihologi in psihiatri, pa zelo vpliva na naše kognitivne procese, pa tudi na načine usvajanja znanja. To se pravi, vplivajo tako na zaznavanje, na pozornost, pa tudi na načine, kako mi interpretiramo svet, v katerem smo. Torej, ne samo mi, tudi otroci, mladostniki, učenci se soočajo z vse več informacijami, najrazličnejše vsebine so hitro dostopne in digitalno okolje zaradi svoje nelinearnosti vpliva na kakovost branja in pa tudi na trajnost pomnjenja. Zato se je uveljavila v psihologiji en izraz, imenovan kobiličji namreč ni res, da danes otroci ali pa mladi berejo vse manj. Jaz mislim, da mi v preteklosti, v zgodovini nikoli nismo brali toliko, kot beremo sedaj. Je pa res, da berejo manj leposlovja in berejo manj tiskanih virov, več torej zaslonskih besedil. Zato zmožnost, recimo tega, o čemer je Vesna govorila, torej nekega metakognitivno-kritičnega, analitičnega vstopanja v književnost preko jezika, na primer, upada, ker nimajo niti koncentracije, niti je to za njih zelo zahteven proces. Literarno branje je za njih oteženo. Poleg tega ni samo to, da je težava, da oni imajo težave z literarnim branjem, težava je povezana tudi z okoliščinami, v katerih živijo. Torej, mi vsi vemo, kako pomembna je družinska pismenost in kako vpliva na to, kakšen odnos imajo otroci do branja. In danes v tem svetu seveda branje literature velikokrat ni, bi rekla, v družinah cenjeno. Kajti ta, bi rekla, donos literature ni niti takojšen, niti ni tržno ovrednoten, in ga ni mogoče v bistvu ukalupiti v pojem branje pismenosti. Zato se včasih pojavlja ta pragmatični utilitarizem, češ književnost pravzaprav nima nobenega pomembnega učinka in je nepomembna in bi jo lahko pravzaprav nekako kar nanjo pozabili in se učili kaj drugega. No, ampak moj namen je seveda ravno obraten, da to danes razložim pravzaprav, kako pomembna je literatura in branje literature, kako pomembno vpliva seveda na razvoj emocionalni, kognitivni,
domišljijski, seveda tudi kulturno razgledanost in tako naprej posameznika, kako ga lahko bogati. No, ampak preden seveda to osmislimo, mogoče samo še nekaj o branju iz zaslona, pa o branju tiskanih besedil. Torej, mi smo odraščali seveda v času, ko drugega kot tiskanih besedil ni bilo. In seveda tiskano beremo od leve proti desni, vsaj v našem kulturnem okolju, od zgoraj navzdol. Medtem ko pa digitalna besedila beremo drugače, beremo v obliki črke F. Torej, začnemo zgoraj, preberemo nekaj malega zgoraj na ekranu, potem nam pogled naglo zdrsne ob levem robu besedila navzdol, to je navpična črta do polovice F, nato pa preletimo le še začetne besede vrstic in po kontekstu potem lovimo morebitne drobce informacij na ekranu, potem pa znova sledimo vrstici proti desni strani lista, to je pa spodnja vodoravna črka v F. Tako da torej se že samo tehnologija branja, če na nek način temu tako rečem, razlikuje. No, ampak mi moramo seveda v tem kontekstu delovati. Mi moramo v tem kontekstu, bi rekla, vsaj jaz govorim od 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole do konca srednje šole naprej, in moramo dosegati neke cilje. Kateri so cilji, ki bi jih mi želeli doseči v pouku književnosti? Prvo je najbrž seveda znanje, jezikovno in književno znanje. Potem so pa seveda tukaj najrazličnejše zmožnosti oziroma pismenosti. Od literarne zmožnosti, ki je seveda za mene kot didaktičarko, ki se ukvarjam predvsem s književnostjo nekako na piedestalu. Potem pa je seveda tukaj tudi jezikovna zmožnost, bralna zmožnost, kritična, splošna sporazumevalna, digitalna, kulturna, medkulturne, in potem tukaj še nekaj z področja jezika, seveda zmožnost uradnega pogovarjanja, uradnega dopisovanja, tvorjenja, kritičnega sprejemanja, enogovornih, neumetnostnih besedil in tudi metajezikovna zmožnost. Poleg tega je seveda pa zelo pomembno, kdo bo dal to mladim, če ne ravno šola, je oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu, državi, širjenje spoznanj o književnosti, kritična aktualizacija in pa uvrščanje v širši kulturno-razvojni kontekst. Torej, mi imamo predvsem potem še dve, pri pouku književnosti, dve pomembni vzgojni nalogi, to sta širjenje bralne in književne kulture, ki seveda neposredno vplivata tako na individualno kot na nacionalno identiteto. Zakaj govorimo o individualni identiteti? Torej, z lastnega, to je že napisal Hölderlin, se moramo učiti prav tako kot tujega. In seveda, tako kot je Stuart Hall napisal v pogovorih z Švarcem, vrniti se je torej treba k umetnosti, k kulturi, tja, kjer si ljudje zamišljajo, fantazirajo, simbolizirajo. Odvrniti se je treba od jezika neposrednega opisa k jeziku domišljijskega. Kajti umetnost nas uči, da je temeljna človeška izkušnja rojstva, bivanja in smrti univerzalna, ne glede na način njene ubeseditve in artikulacije. Torej, literatura je, kako je rekel Aleš Debeljak, pravzaprav prefinjena kristalizacija kulturne izkušnje. Posreduje univerzalno človeško izkušnjo različnosti in podobnosti. Je torej univerzalna, je transnacionalna, je medkulturna, odpira univerzalno vprašanje človekovega bivanja in obstoja, človeških dilem, frustracij, bojev, aktualizira moralna, etična vprašanja in na estetski način v bralcu prebuja nova spoznanja o svetu oziroma ga utrjuje v spoznavnosti. Tukaj sem si znova sposodila nek akril, gre za Mušičev akril Nismo poslednji iz leta 1974. Mušič je namreč svojo izkušnjo trpljenja in smrti v koncentracijskem taborišču Dachau poustvaril ob
takratnih družbeno-političnih dogajanjih korejske in vietnamske vojne in ob grozljivem spoznanju, da niso bili poslednji. In kako vidite, je ta akril pravzaprav osupnil na razstavi v Parizu Slikarski in kritiški svet in nekako v bistvu s to naslikano, poudarjeno glavo in prekastimi rokami, ki se spreminjajo v neko skrivenčeno vejevje, nas pravzaprav presune, ta izmučen do kosti izžet obraz, ki z odprtimi očmi zrel nevidno nebo. Zakaj sem si znova sposodila v bistvu nekaj še druge umetnosti? Ker pri pouku književnosti in slovenščine nasploh si vedno dovolimo to medpredmetno povezovanje, to nas bogati in podpira pravzaprav tudi vpogled v kontekst. Književnost vedno, kakor pravi Boža Krakar-Vogel, razumemo in interpretiramo v šoli kot tekst v kontekstu. Torej vedno v nekih družbeno-kulturnih okoliščinah jo skušamo umestiti. In pa seveda torej vzgajati za, kot smo rekli, intra- in interkulturni dialog, torej predvsem za strpnost. In strpnosti se lahko učimo zlasti, če razumemo sebe, svojo kulturo, svoj jezik. Tako da, kako bi pa to lahko spodbudili, to je pa seveda zlasti preko spodbujanja radovednosti in ravno tako problemsko vprašanje, kakršnega smo si mi dovolili, je nekaj takega, kar bo najbolj v marsikom zbudilo radovednost in si bo to najno predavanje tudi pogledal. In se v tem tudi marsikaj naučil. Tudi v šoli se lahko poslužujemo seveda podobnih metod. O metodah bom še nekaj na koncu spregovorila. Namreč jaz še vedno seveda mislim, da v književnost ne moremo vstopati samo ali pa izključno preko jezika. Jaz vedno mojim študentom rečem, tako malo bolj, rekla, ne teoretično, ampak to si nekako upam pri teh letih že storiti, da začnemo v srcu, potem gremo v glavo in končamo znova v srcu. To se pravi, da izhajamo iz tako imenovanega doživljanja, doživljajskega branja, potem se lotimo te metakognitivno-kritične analize besedila in ta vključuje seveda tudi jezikovno analizo, nam lahko odpre marsikater zastor in pa vpogled v besedilo, potem pa na koncu znova končamo v ustvarjalnosti, v ustvarjalnem branju. To, kar je tudi Boris Anvak lepo povedal, ustvarjalnost seveda terja tudi srce, terja pa tudi svobodo in pa nekaj poguma. No in zato bi rekla, v umetnostnem besedilu je zmeraj seveda, bi rekla, ta svoboda in kreativnost nujno potrebna, tako da sem vam tukaj dala en primer besedila in zdaj tukaj je taka publika, da seveda vi vsi že veste, da to je umetnostno besedilo, pa vas bom samo še spomnila, kdo je avtor, gvatemalski pisatelj August Monteroso Tito. Gre za besedilo Dinozaver, ki velja za eno najkrajših besedil svetovne književnosti. Glasi se, ko se je zbudil, je bil dinozaver še vedno tam. In pa drugo besedilo je pa tole in kaj reče on, kdo me sodil bo za zmoto. To je pa napisal Andrej Blatnik v svoji zbirki Biografija brez imenih iz leta 1989, naslov je Apologija. No in pravzaprav, kaj želim osmisliti s tem, ko sem v bistvu se spraševala, ali je to umetnostno besedilo ali ni umetnostno besedilo, kako se lotimo analize tega besedila. Vsekakor bi rekla, da moramo tudi upoštevati spoznanja v zvezi z literarnim branjem. Literarno branje je seveda ena zelo zahtevna, kompleksen proces, ko se zgolj v 400 milisekundah sprožijo celotni, bi rekla, možgani, vsi režnji
vse možgani se aktivirajo, tako da pravzaprav nevrologi pravijo, da je branje literature odlična možganska telovadba in ga tudi priporočajo proti degenerativnim spremembam možganov, kot sta demenca ali pa Alzheimerjeva bolezen. No, ampak tukaj mi ostanimo nimamo časa se lotiti zdaj vseh teh teorij branja literature, kot je teorija uma, teorija zrcalnih nevronov pa simulacijska teorija. Zdaj, kar bi jaz v zvezi s tem vendarle rada povedala je, da je literatura, oziroma ko beremo mi literaturo, moramo vedeti seveda, da smo v razredu, tega ne smemo pozabiti. To se pravi, in da je literatura, če si dovolj neke interpretativne svobode, pravzaprav podobna Schrödingerjevemu eksperimentu z mačko, če poznate tega fizika. On je mačko zaprl v škatlo in je dejal, da je pravzaprav kvantno stanje te mačke zdaj da je polovico živa, polovico je mrtva. In da pravzaprav bomo izvedeli, ali je živa ali je mrtva, šele ko bomo jo pogledali. Se pravi, opazovalec bo določil njeno kvantno stanje. In tako recimo je tudi z literaturo. Literatura sama po sebi je samo neka množica informacij in šele bralec je tisti, ki te informacije opomenja. Seveda, kako jih opomenja, je pa odvisno tudi od njegovega znanja. Rekli smo, da moramo razvijati predvsem znanje, tudi od konteksta, v katerem se on nahaja, od konteksta, v katerem je besedilo nastalo, in torej tudi od avtorja besedila, torej od tvorca te informacije. Zdaj imamo že to 3 elemente, ki v bistvu vplivajo na opominjanje. Potem se moramo pa zavedati, da v šoli imamo še učitelja, ki ima svoje interpretacije, svoje opominjanje tega literarnega besedila in še recimo 25-30 drugih učencev. In kar je zelo pomembno, se mi zdi v današnjem svetu, je, da dovolimo in da se o literaturi pogovarjamo. Torej, da dovolimo učencem, da izrazijo svoje razumevanje besedila, tudi če ni popolnoma v skladu s tistim, kar se mi kot učitelji mislimo, da ne bi besedilo pomenilo. Kar pa seveda pomeni, da nam prvič za to vzame veliko časa, drugič je pa teh interpretacij lahko zelo veliko. Poleg tega pa vemo še to, da isti bralec isto besedilo bere v različnih obdobjih, zrelostnih obdobjih, ga lahko znova opomenja na drugačen način. Tako da imamo teh interpretacij lahko seveda zelo veliko in so različne. No, zdaj, kaj bi še rekla v zvezi z umetnostnim besedilom, to se pravi, vedeti moramo tudi to, da ni samo drugačno zgrajeno z vidika jezika, ampak da ima tudi drugačne učinke, saj to je Vesna tudi lepo povedala, torej predvsem estetske učinke, tudi etične, spoznavne. In na to so tudi številni teoretiki že opozarjali, od Aristotela, ki je pač omenjal katarzo, do Ingarna, ki je omenjal literarno-estetski doživljaj in konkretizacijo, ki ne bi bila po eni strani proces branja, v katerem bralec zapolnjuje odprta mesta, po drugi strani pa tudi rezultat branja, torej bralčeva individualna interpretacija prebranjega. No, in tukaj smo potem še pri enem pojmu, ki je trenutno kar precej moden, bom rekla, v naši literarni vedi. Zlasti kolegica Zupan Sosič veliko govori o literarni empatiji, ki ne bi se razvijala ob branju leposlovja. Zdaj, glede tega bi rekla, so različne teoretiki, različno gledajo na to, ali se to dejansko dogaja, nekateri pač učinke literature idealizirajo, drugi so do njih bolj zadržani. Tako, naprimer, Nussbaum, ki jo Zupan Sosič citira pogosto, je prepričana, da je čustvena vpletenost v branju leposlovja v bralcih spodbudi empatijo.
To pomeni, da tudi v realnem življenju postanemo boljši posamezniki. Medtem ko recimo Susan King pa meni, da so te trditve o humanizirajočih učinkih empatije preveč poenostavljene in da branje sicer omogoči živeti življenje drugega z vidika drugega, ni pa mogoče vnaprej napovedati, kakšne bodo posledice tega podvajanja. Tako da moramo to tudi upoštevati. Kljub temu bi morda jaz vendarle še poudarila morda nekoliko bolj psihološke poglede in pa zdravniške poglede pravzaprav na empatijo. Namreč psihologi nekateri ločujejo med čustveno empatijo in kognitivno empatijo. To se pravi, čustvena gre za sočutno doživljanje čustev drugih, kognitivna pa za razumevanje misli in čustev drugih, medtem ko pa zdravnik, sicer po stroki Lunen, pa govori o notranji in zunanji empatiji ob branju leposlovja in pravi, notranja empatija se začne prebujati takrat, ko mi reflektiramo, kaj sami doživljamo, ko beremo, in potem to sproži samo refleksijo in to v bistvu omogoča potem prepoznavati čustva drugih in tudi sočustvovanje z drugimi, kar posledično pravi, v posamezniku stopnjuje odprtost za čustveno odzivanje na svet in druge ljudi. To pa potem vpliva, pravi, na zunanjo empatijo, ki pa se kaže preko skrbi, spoštovanja, pomoči drugim. To se pravi tudi vodi do globljega razumevanja širših družbenih okoliščin, socialne pravičnosti, vključenosti, tudi bolj etične komunikacije. No, ampak zdaj vrnimo se nazaj. Kaj je torej zdaj pri pouku slovenščine najbolj pomembno? In seveda najbolj pomembno je po moji oceni branje. To se pravi, da bi mi znali ali pa privzgojili, kot sem že prej rekla, bralno in književno kulturo. Se pravi, da bi mladi z neko radovednostjo, z zanimanjem brali tako umetnostna kot neumetnostna besedila. Kako bomo pa mi to skušamo dosegati? Tako, da imamo seveda v šoli tako imenovano prostovoljno branje, ki ga spodbujamo seveda z najrazličnimi obšolskimi dejavnostmi, zlasti branje umetnostnih besedil imamo z Rasten's knjigo, bralno značko, Cankarjevo priznanje, slovenščina ima dolg jezik, neumetnostna besedila ali pa jezik se zdaj tudi z vodnikovim tekmovanjem nekako spodbuja. To je prostovoljno branje. Zakaj to omenjam? Zato, ker prostovoljno branje je recimo tam nekje do 6. razreda zelo na naših šolah zelo intenzivno. Učenci se nekje sploh bralne značke udeležujejo tam okrog 90%. To sem brala na spletni strani bralne značke, ne najdemo konkretnih številk, ampak sem šla pogledati samo evalvacijska poročila številnih osnovnih šol in to je tako. Se pa neka sprememba zgodi potem ob prehodu na predmetno stopnjo, ko pa se ta upad prostovoljnega branja zniža za dobrih 30, tudi 40% na posameznih šolah in s čim to razložiti. Namreč na predmetni stopni se seveda poveča število informativnega branja, podatkovnega branja, se pravi branja za učenje. Učenci se morajo več učiti in potem tudi starši rečejo, no, zdaj boš pa res se moral več učiti, pa ni treba potem več bralne značke, oziroma če želiš, in potem učenci kar množično to opuščajo, kar je velika škoda. Tako da tukaj bi po mojem morali mi veliko več narediti na osveščanju staršev, na koristi, seznanjati jih s koristmi branja leposlovja in na ta način pravzaprav vztrajati oziroma to prostovoljno branje tudi še naprej gojiti. Zdaj, mogoče še glede prostovoljnega branja. Kako beremo to šolsko branje? Imamo literarno-estetsko branje, to je Popadigar Aberšak, pravi, da je
literarno branje lahko evazorično, to je eskapistično branje. Tako branje nima, bi rekla, namena estetskega branja. To berejo učenci lahko tudi kako malo manj kakovostno literaturo, tudi kakšne stripe ali kaj podobnega. Medtem ko je pa seveda naš namen zlasti spodbujati tole literarno estetsko branje, to pa delamo pri kurikularnem branju. To se pravi, to je pa tisto obvezno branje in tukaj je pa seveda, bi rekla, potem pomembno, da res tudi izberemo besedila, ki so klasična, ki so morda tudi malo bolj zahtevna in potem učencem v šoli pomagamo vstopati v to literaturo. Kot smo rekli, tudi prek jezika, seveda mi tudi pri interpretaciji vedno se osredotočamo na jezik, ampak ne samo to, tudi na druge stvari, kot so motivi, teme, ki so seveda tudi lahko povezane z jezikom, ideja, sporočilo, in pa tudi druge elemente, kot je tip pripovedovalca, morda tudi seveda besede, retorične figure in tako naprej, kar je tudi seveda del jezika. No in torej to kurikularno branje je pa seveda, bi rekla, spet povezano s tistim, kar sem prej govorila o literarnem branju. Se pravi, umetnostnega besedila. Tukaj seveda moramo vedeti, da je povezano z določenimi strukturnimi posebnostmi literarnih besedil, o tem Žnjukovič piše, branje literarne fikcije. In pa Eko nas je že naučil, seveda, da moramo skleniti z avtorjem v bistvu neko fikcijsko pogodbo. To, kar je že tudi Aristotel povedal, da poezija pripoveduje nekaj, kar bi se po zakonih verjetnosti in nujnosti utegnilo zgoditi. To se pravi, da na to, kako mi opomenjajo, vplivajo seveda raven literarizacije, to se pravi slogovni, jezikovni postopki, raven fikcijskosti, namreč ni vsaka literarno besedilo popolnoma izmišljeno, imamo tudi določene literarne vrste zvrsti, ki se spogledujejo s faktičnimi besedili, torej kot so zgodovinski romani, kakšne avtobiografije, biografije, in pa raven pripovednosti, seveda na ravni fabule, sižeja in pa dogodkov. In pa seveda tukaj moramo potem še bralca upoštevati in pa njegove posebnosti. Tako da, kaj torej mi poleg tega, da se ukvarjamo z jezikom, jaz bi rekla, moramo torej se pri branju literature ukvarjati ali pa začeti pri čustvih, pri čustvenem odzivanju, potem gremo seveda v estetsko doživljanje, tukaj nimam čisto zaporedno tako napisano, kot bi si morda zdaj želela, potem pa gremo seveda v to interpretativno kompleksnost, kjer si pomagamo tudi z analitičnim, logičnim analiziranjem besedila, s kontekstualiziranjem, tudi etičnim razsojanjem in pa seveda tudi s kritično refleksijo, ter tudi refleksijo bralnih strategij in pa ustvarjalnosti. No in če mi to želimo v šoli storiti, potem mi potrebujemo različne stopnje in pa različne vrste literarnega branja. Tako da jaz sem o tem že pisala. Stopnje literarnega branja so leta 2014 sem o tem pisala, torej to, kar sem omenila, ustvarjalno branje, metakognitivno-kritično branje in pa doživljajsko branje. Vrste šolskega branja sem pa tudi zdaj izoblikovala, ko smo delali nov učni načrt za gimnazijo in bo ta članek je že v recenzijskem postopku, bo tudi objavljen, ker seveda morali smo upoštevati tudi razvojne posebnosti naših in starejših mladostnikov, ki so pač izrazito heterogena skupina. Jaz se trenutno mislim, da nimam časa s tem še ukvarjati, torej razlagati te razvojne posebnosti. Naj zadostuje pač spoznanje, da gre za izrazito heterogeno skupino in da se je treba prilagajati. No, če zdaj vse to nekako povzamem v neko, bi rekla, didaktične implikacije za branje leposlovja, bi lahko rekla, torej, da
Ne beremo vsega v šoli na enak način, enako poglobljeno. Z drugimi besedami so to stopnje pa vrste branja. Se pravi, vrste branja, ki smo jih mi zdaj recimo v učni načrt za gimnazijo uvedli, so motivacijsko branje. Se pravi, da eno besedilo na leto učenec izbere po lastni izboru in ga bere bolj na ravni doživljanja, ne za oceno in o njem le na kratko poroča v razredu. Sem smo uvrstili besedila, naprimer žanrska besedila, potem uspešnice svetovne književnosti 21. stoletja. Tudi slovanske književnosti. Zakaj ravno slovanske? Zato, ker je slovenščina slovanski jezik in tako, kot sem prej rekla, če želimo razumeti sebe, druge moramo razumeti tudi sebe in sebi podobne. Potem je domače branje, seveda, dolgo branje, primerjalno branje smo tudi uvedli. To pomeni, da imamo zdaj priložnost uvesti že tudi sodobno književnost v nižje letnike, čeprav ohranjamo literarno-zgodovinsko razporeditev učne snovi, torej sledimo temu sistemski literarni vedi, vendarle s temi primerjalnimi besedili nekoliko odpremo ta naš horizont, tudi medkulturni, kulturni horizont. Tako da, naprimer, ob antični književnosti lahko uvedemo naprimer roman Margaret Atwood, Penelopina preja, kjer imamo en zanimiv pogled na Odisejo oziroma Odesidejado, Odisejevo pot z ženske perspektive. In pa obrnjeno branje. Torej, jaz mislim, da vendarle moramo branje in branje navade privzgajati tudi tako, da učence seveda spodbujamo k samostojnemu branju in zato sem jaz izoblikovala eno metodo obrnjenega učenja, ki je prilagojena metodi, ki je bila sicer že v Ameriki v 90-ih letih rekla izumljena, sicer bo za potrebe naravoslovja. Jaz sem jo adaptirala in prilagodila torej za pouk književnosti tako, da v bistvu učenci dobijo za domačo nalogo, da morajo brati. Prebere, ampak prebere ne tako kot domače branje, eno daljše besedilo. Mi smo navajeni, da domače branje mora biti roman, ki ima 300-400 strani, ali pa kakšna zapletena drama, kak Hamlet, naprimer. Ne, damo besedilo, ki je kratko in ki ni zahtevno. In verjemite mi, jaz, ko sem to pregledovala v naše učne načrte, mi imamo kar nekaj takih besedil v šoli, tako da lahko to oni sami doma preberejo in na kratko obnovijo. Kaj s tem storimo? V bistvu privzgajamo bralne navade, tudi bralno samozavest, kajti tukaj smo malo šibki. Če pogledamo pismo, ki sicer preverja bralno pismenost, tukaj moramo ločiti literarna zmožnost, seveda se veže zlasti na branje umetnostnih besedil. Tudi pisa delno sicer umetnostno besedilo vključuje, ampak jih analizira bolj na ravni teh jezikovnih samo specifik, ne gre v druge razsežnosti. No, ampak če pogledamo piso 2022, naši 15-letniki so dosegli najslabše rezultate, odkar smo vključeni v to raziskavo. To je od leta 2006. Res je sicer, da moramo upoštevati vsaj dve okoliščine. Prva je pandemija COVID-a, ko so bili naši učenci doma, zelo veliko doma, torej niso imeli toliko dejavnega stika z šolo in pa učitelji in je to najbolj vplivalo na rezultate. In pa drugo dejstvo je bilo, da je bila tokrat raziskava prvič, ko so jo delali preko računalnika, torej elektronsko. O tem digitalnem branju sem pa že na začetku veliko povedala, kako drugačno je. In še nekaj raziskave kažejo, Sonja Pečjak je to delala s kolegicami, ugotovila je, da ko beremo iz zaslona, nam to daje lažen občutek, da bomo hitreje prebrali, da bomo nekako hitreje opravili to nalogo, čeprav to sploh ne drži.
in morda so tudi učenci tako malo bolj površno in na hitro to raziskavo reševali. Tako da ne bomo zdaj preveč alarmantni. No in pa seveda pozornost tudi, kot smo rekli, na tiskana in zaslonska besedila in pa učenje bralnih strategij. To sem pa tudi jaz zdaj razvila še prav za umetnostna besedila in bo išlo v kratkem. Tako da nimamo samo bralnih strategij za branje neumetnostnih besedil, ampak tudi bralne strategije za branje umetnostnih besedil. In ob tem seveda bi rekla popestriti tudi naš mal pouk književnosti z novimi metodami. Metoda šolske interpretacije, ki jo je k nam uvedla Boža Krakar-Vogel, je seveda še zmeraj izredno učinkovita, dobra metoda in jo ne izrinjamo, ampak občasno morda popestiti naš pouk tudi s kako novo metodo, kot rečeno leta 2023 sem metodo obrnjenega učenja oblikovala in pa še eno drugo metodo, to je pa metodo reševanja književnih problemov. In preko te metode, recimo ravno to bi bilo pa zanimivo za jezika. Torej, metoda književnih problemov, kjer pa mi se, bi rekla, več ur ukvarjamo z nekim besedilom. To metodo lahko uvedemo šele polne v drugo, tretjo uro, naprimer, ko besedilo že zelo dobro učenci poznajo kako domače branje, in potem se pa lotimo nekih parcialnih, ne parcialnih, niso to drugotni vidiki, ampak nekih ožjih vidikov, ne lahko to samo jezika, pa sloga, kaj podobnega, in iz tega vidika potem proučujemo. In vse to, ta metoda reševanja književnih problemov, pa potem lahko rezultira, to so pa tudi pravzaprav leta 2023, je bilo pa kar uspešno za moje raziskovalno delo, sem pa še tudi dala predlog novega eseja, ki je v bistvu neke vrste nadgradnja trenutnega maturitetnega eseja, ki je pri nas, ga seveda ju je uveljavila Boža Krakar-Vogel leta 1995, razpravljanje in interpretativni esej, sem predlagala en nov model, ki pa se imenuje problemski šolski esej. Tako da, če koga to zanima, si pa lahko tudi še pogledam. Tako, tole je bibliografija. No, kakor, če bi zaključila, bi mogoče z mislijo Franca Kafke, da je književnost v bistvu kot sekira za zaledenelo morje v nas. Torej, da nas lahko predrami in čustveno prebudi. Tako da to si želimo.